Tako, zdaj pa v studiu pozdravljam plesalce folklorne skupine Galicija, ki so zadnja 3 leta med drugim posvetili tudi izdelavi pristne gorenjske narodne noše. Dobro jutro želim Sari in Marini Kovač, Anžetu Kapitlerju, Alešu Trbovcu, Alenu Tilingerju in Denisu Verdelu. Dobro jutro želim vsem skupaj. Dobro jutro. Folklorna skupina Galicija, prihajate iz Galicije. Kje je to, kje vas najdemo, zakaj je dobro morda priti k vam? Ja, folklorna skupina Galicija prihaja iz krajevne skupnosti Galicija. Krajevna skupnost Galicija pa spada v občino Žalec. Smo pa na poti nekje med Žalcem in pa Velenjem na desni strani. Je k vam priti dobro zato zaradi tega, ker ste navdušenci nad ljudskimi plesi, nad narodnimi nošami, nad starimi običaji? V krajevno skupnost Galicija že nasplošno velja, da je zelo pametno priti, ker smo eno zelo aktivnih krajevnih skupnosti na vseh športnih in kulturnih področjih in veljamo tudi za enega največjih prirediteljev. Imamo količinsko ogromno prireditev, vsako leto se pri nas vrsti. In zadnja 3 leta ste zraven prireditev, ste tudi trdo delali. Tako. Kaj ste počeli 3 leta oziroma zakaj 3 leta izdelovati eno narodno nošo? Ja, mi smo se odločili, da izdelamo tipično gorenjsko nošo iz prve polovice 19. stoletja. Ta čas pa smo resnično predolgo smo izdelovali nošo, ampak smo ga potrebovali, saj smo resnično iskali mojstre, ki to delajo na ročen način in že potem, ko boste sami videli obleke, so obleke izdelane resnično vse po ročnem izdelavi pri mojstrih, ki jih je pa v Sloveniji zelo težko najti. Naprimer, našli smo nekje mojstra v Ptuju, v Mengšu, potem nekje na Dolenjskem. Po celi Sloveniji smo iskali mojstre in zdaj imamo res izdelano nošo po pravilih, ker smo tudi v našo izdelavo vključili mojstra za folklorno dejavnost, dr. Bojana Knifica. V piko torej? V piko, točno. Kar draga je tale noša? Definitivno za nošo. Vsak plesalec, ki ima na sebi nošo, je ocenjena na vrednost 1000 evrov. Mi pa smo oblekli 10 moških in 8 žensk, tako da približna vrednost 18 000 evrov. Zdaj pa je čas, da spoznamo kar prvo nošo, žensko. Jo boš kar opisala, zakaj gre pri ženski, kakšna je njena največja posebnost? Ja, Sara ima na glavi zavijača. To je tipično gorenjsko pokrivalo. Sprednji del je bogato okrašen tu na čelu. Sarin je sicer bel, moj je pa barven. Je to pomembno, kakšne barve je? Da se prilega noši, no? Sklajeno mora biti z ostalo nošo. Moda. Ja. Dalje? Naprej, recimo za gorenjsko je značilna tudi avba, ki pa je večja, tudi sodi na glavo. Če se pomaknemo na srajco, srajca je bogato nagubana v rokavih in pa na oprsju. To je vse ročno nagubano, seveda. Na obleki modrc, to ni modrc, ki ga poznamo danes, to je zgornji del noše, torej ta je iz brokata, torej zelo bogatega materijala. Spodnji del je naprej krilo, to se skupaj drži, ta modrc in spodnjo krilo. Koliko kril je tukaj? Krilo je prav tole, spodaj pa imamo še untre, trenutno imamo eno, drugače so pa včasih imele do 10 unter, ker je bilo moderno, zelo težko zanositi in zelo vroče. Za 35 stopinj odlično. Ker je zelo bilo moderno, da so bile ženske v bokih močnejše. Krasno. Hvala za opis. Zdaj pa bomo še pogledali, kako zgleda tale moška, tipična gorenjska narodna noša. Ja, Aleš ima na glavi širokokrajni klobuk. Širina tega klobuka je v bistvu odvisna od premoženja. A je on bogat? Ja, precej. Precej bogat. Ja, potem je tukaj tale telovnik, ki je črne ali pa takšne rdeče barve. Ima od 12 do 18 kovinskih gumbov. Potem je srajca, ki je nagubana, v ramenih nagubana. Potem pa značilne tele irhaste hlače iz govejega ali jelenjega ustnja. No, jaz imam tele volnene hlače, da so take bolj reveže. Aha, ampak klobuk je pa vseeno, ima krajce. Potem pa so tukaj še usnjeni škornji, do sredine stegen se nosijo ponavadi. Škornji v bistvu bolj bi lahko rekli, da so skoraj ribiški, ne? Ja, so ribiški, ne. Tudi od začetka, ko smo jih obuli, je bilo kar, po domač povedan, šok, kako bomo plesali, ker boste potem videli, so dosti, bi rekel, gibčni plesi, bi rekel, dosti tih skohkov, potrkov in tako dalje, ne. Ampak zdaj, ko smo jih že imeli 2-3 krat gor tudi na vajah, je
bi rekel, se lahko reče, se super počutim. Tudi se uleže, ne, verjetno, šur. Pri vaši folklorni skupini imate dve noši, vašo gališko, pa tole. Zdaj, katera je bolj udobna? Ja, jaz bi rekel zaenkrat še vedno gališka, mogoče tudi to, zato, ker nam je bolj pri srcu, ker je narejena, bi rekel, po avtohtonih slikah iz našega kraja, ne. To je tudi gospod Bojan Knific pomagal, v bistvu po starih slikah je bila narejena ta noša, no, tako da bi rekel, to je pa tisto naše, ne, kako se reče, pika na i, no. Naše je naše. Hvala za enkrat. Sicer pa zdaj sledi nagradna igra. Ja, pod tokratnih 9 pol pa smo skrili tipičen del gorenjske narodne noše. Tudi prej smo ga že omenili, vi pa morate seveda povedati, za kateri del gre. 090 936 032 je telefonska številka. Za pravilen odgovor pa boste dobili kolekcijo naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita. Čakamo seveda na vaš klic, še preden pa sprejmemo kakšnega gledalca oziroma gledalko. Prosimo za en kratek ples. Folklorna skupina Galicija nam bo zaigrala in odplesala Krajc polko in Noje Katoliš. Pravilno? Točno tako, Noje Katoliš. Izvolite. To je bila folklorna skupina Galicija, zapisali so nam dva plesa. Imamo nagradno igro, imamo klicatelja ali ne? Ja, dobro jutro. Dobro jutro želim. Vaše ime? Pavla. Pavla, pozdravljeni. Povejte številko polja od 1 do 9. 7. Številka 7, torej iščemo tipičen del gorenjske narodne noše. Pa bomo, ja, nič kaj tale ni razkrila, ampak prej smo ga omenili, gospa Pavla. Ste poslušali? Pa recimo na glavi je eno, da pomagam. A peča? Dajmo še en poizkus, začne se na A. A ja, Alba. Ja, Alba. Celotno fotografijo bomo zdaj videli. Čestitam, kolekcija naravnih kisov Matejev podjetja Apis Vita je vaša. To je takšna bolj bogata, ne? Denis tale Alba bila. Hvala vam, gospa Pavla, srečno, nasvidenje. Enako, adijo. Sicer pa 12.5. je še en dober razlog, da pridemo vsi skupaj v Galicijo. Tako, še enkrat vabim vse 12.5. v dom 2. slovenskega tabora v Žalec, kjer bomo folkloristi prvič občinstvu resnično pokazali vseh 10 parov oblečenih v gorenjsko nošo in zaplesali prvič tudi našemu občinstvu
naše tipične plese in pa tudi gorenjski splet. Tako da vljudno vabljeni še enkrat. Hvala tudi vsem vam, da ste prišli v studio, zaplesali, zaigrali in povedali ter naredili dobro delo in naredili tipično gorenjsko narodno nošo.